No, ta celica je narejena v bistvu iz lesa. Dimenzija je 215 krat 120, noter je okoli 130 metrov cevi. V bistvu prišraufana je za temile, da pokažeš na te pločevine. In klena šipa. Pa šipa še, Ja. Potem pa je tole tipalo. Ja, tako, temperaturni senzor, ki gre pol dol. Danes vam bomo pokazali domače izdelano solarno ogrevanje. Tukaj lahko vidimo Arduino, displej, katerega kontrolira Arduino. No, a bi pokazal najprej recimo črpalko. Črpalka je tudi second hand iz centralnega ogrevanja. Tukaj vidimo, tule so neki spoji, tekos, kater pride gor na sončno celico in pipa z gardena nastavkom, zato da lahko sistem napolnimo z vodo. No in tle gre mrzla voda na celico in se vrača kot topla voda, ogreta voda nazaj v zalogovnik. Potem pa tukaj je dovod mrzle vode, sveže, in potem se v spirali not segreje in gre ven nazaj na tuš. Zraven je priklopljena ekspanzija, da se ne bi kakšne čudne stvari dogajale, in glede na to, da ne bi presegali več kot 80 stopinj vse skupaj, mi smo dali varnostnega ventila zraven. Se pravi, tukaj pa vidimo, da iz kolektorja prihaja topla voda 132 Fahrenheita, ne? Pa da v tanku noter, kjer gre tipalo, to drugo tipalo gre klele noter. Vidimo pa, da je 121. Ja, se pravi, okoli 50 stopinj, zdaj trenutno je že 50 stopinj v bojlerju in pumpa zdaj dela. Dela pa 10 stopinj razlike Fahrenheita. Ko se sonce ugasne, pade temperatura vode in se pumpa zaustavi. Ja, pa histereza je narejena, tako da on se greva do 10 stopinj plusa, pa dokler se še za 7 stopinj, v bistvu za 7 stopinj do 3 stopinje diference spet, da se vklopi. Zato, da se pol pumpa, če bi bila samo 1 stopinja gor dol, pol bi dobili, da se v bistvu skozi on klika, overclicking. Tako, super. Tlele sva pa uporabila spojko na 1 colo, in ker je bila obstoječa cel pol cole, sva noter ugradila adapter, ki reducira 3/4 spojko na pol cole. Adapter iz 3/4 na pol cole izgleda takole. Še prej sem cel odrezal lepo, posnel rob. Adapter izgleda takole. Tole vstavim v spojko. Takole, se pravi, cola 3/4 na colo navoj. In zdaj vstavim noter adapter. Se pravi, dam matico in protiizvlečni obroček stran, vstavim noter ta adapterček, vzamem takole, še tole protiizvlečno smrekco, ki sem jo vzel, in to vse skupaj nataknem na cev. Se pravi, cevko potem vstavim noter do končne točke in približam protiizvlečni obroček in pa tale smrekco od adapterja in vse skupaj enostavno zašraufam na roke.
potem izgleda to takole in imam prehod, ki drugače originalna spojka taka ne obstaja, iz cole navoj na pol cole Alcatel in s plazonovim adapterjem to lahko naredimo. In začasno so zaenkrat cevi takole, ampak ko se bo končala streha, se bo tudi to lepo skril in pospravil. To gre tja noter, uno hiško noter, lahko poznamaš, če že hočeš. Hiška Je je noter. vse noter. A zalogovnik pa to. Ja. Super.